Tokrat me čakajo res zanimivi gostje. Skupaj z mano boste spoznali slovenske parašportnike in njihove morda še malo bolj skrite zgodbe. Gremo! Še ena ikona slovenskega parašporta je zagotovo dvakratni svetovni prvak, dvakratni svetovni rekorder, evropski prvak in tudi dvakratni paraolimpijec Darko Đurić. In danes imam to srečo, da je tudi z mano. Kaj pa doživlja športnik, ko se po koncu ali pa ob koncu tako izjemne kariere odloča o zaključku športne poti? Si je ta odločitev dolgo časa zorela v tebi? Ogromno vprašanj se ti poraja, ogromno nekih neznank, ne veš, kaj boš počel. Kot športnik si seveda vedno v središču neke pozornosti, pol je ti strah, ali boš pozabljen ali ne boš pozabljen. Ampak zase lahko rečem, da sem se kar precej dobro pripravil na zaključek. Sicer ne še v aprilu oziroma maju lani, ampak sem se pripravljal, da bi po paraolimpijskih se res poslovil od vrhunskega tekmovalnega plavanja, ampak ko so prestavili igre, sem nekako začutil oziroma vedel sem, da ne bom zmogel še enega leta treninga, da tudi te medalje verjetno ne bi mogel osvojiti. Tudi letos so na Evropskem prvenstvu rezultati pokazali, da bi bil že precej dal od medalje, tako da takrat sem vedel, da je pač to. Bilo je težko, ampak danes vem, da sem se pravilno odločil in sem vesel, da sem bil dosti močen. In kako se počutiš zdaj, ko si v športnem pokoju? Počutim se v redu, kakšen dan se malo širšega počutim se včasih, ampak moram reči, da še zmeraj, bal sem se, da mi bo veliko težje, ampak imam še zmeraj ogromno energije, motivacije za druge cilje, projekte, tako da tudi zdaj, ker nisem več vpet v plavanje, ko ni več to moje življenje, lahko res ogromno stvari počnem, tako da lahko rečem, se odlično počutim. In katere so te stvari, v katere zdaj usmerjaš svojo energijo? Delno sem se nazaj vrgel v treninge v sedečo odbojko oziroma odbojko sede. Sem se pridružil reprezentanci, kjer v Braslovčih trenirajo. Imam tudi zdaj svoje podjetje oziroma sem soustanovitelj, kjer se malo ukvarjamo z digitalizacijo fizioterapije. Že celo življenje sem nekako uporabnik, tako da ogromno izkušenj lahko prenesem v ta svet, tako da res ogromno enih takih pestrih projektov. No, kaj pa tvoji začetki? Nekje sem prebrala, da ti je bilo rečeno, da nikoli ne boš plaval, pa si postal eden najuspešnejših paraplavalcev. Tudi začel si pravzaprav z odbojko sede, kar se parašporta tiče. Ja, res je. Meni je bilo velikokrat v življenju rečeno, da veliko stvari ne bom mogel početi, da ne bom hodil, da ne bom plaval, da ne bom avta vozil, pa vse to danes počnem, oziroma v plavanju sem uspešno kariero imel. Začetki so bili v bistvu taki, da nisem znal plavati, pa sem pač enkrat skočil v vodo, spremljal sproč, pogledal sem splaval. Pa tudi nisem vedel, da parašport na vrhunski ravni sploh obstaja, da je možno, da invalid lahko tekmuje. Pa so me pa leta 2005 povabili na trening sedeče odbojke in takrat sem res videl, da tudi vrhunski šport invalidov obstaja. V tisti odbojki sem zelo užival, ampak sem pa videl, da ni neke možnosti, da lahko na mednarodni ravni uspem. Na srečo so na Zvezi za šport invalidov Slovenije, Paraolimpijskem komiteju že opazili nek moj potencial, me povabili na treninge plavanja in tudi v Radovljici so mi potem ponudili odlične pogoje, da sem lahko začel s treningi. In kaj bi rekel, da ti je parašport dal, prinesel v življenju? Kaj misliš, da lahko tvoja zgodba pove, sporoči mladim športnikom, mladim invalidom? Predvsem to, da je treba vztrajati. Kar pa je meni dal šport, je to, da sem res ogromno sveta videl, ogromno zanimivih, izjemnih ljudi spoznal, take doživetja imel, da bi lahko knjigo napisal. In da pač tudi to vztrajnost me je naučil, to, da je treba verjeti vase, da ni vse tako črno, ko se v nekem trenutku zdi. Recimo, ko sem bil četrti na paraolimpijskih, bi najrajši tisti bazen spraznil pa ga vrgel nekam, ampak še zmeraj se teh tekem spominjam po lepih trenutkih, ne po tistih porazih, ki sem jih doživljal, tako da res
izjemno lepe dogodivščine sem imel preko športa. Kakšno vlogo je pa družina igrala pri tvojem športnem udejstvovanju in koliko so te recimo k temu spodbujali kakšni vrstniki, ki so se že ukvarjali s športom? Ja, moji doma bi bili bolj navdušeni, če bi bil bolj priden v šolo kot pa na treningih, ker so bolj verjeli v to, da lahko iz šolo veliko več dosežem, ampak na srečo sem tudi šolo kar relativno v redu izdeloval, da so bili zadovoljni, da sem lahko še zraven treniral, da sem jim nek nov svet odpiral. Tako da pri tem so me seveda podpirali, me vozili na treninge, ko je bilo treba. Potem sem pač postal samostojen, sem dobil izpit za avto, sem to sam počel. In vedno, ko sem se vračal z največjih tekmovanj s kakšnimi medaljami ali pa rekordi, so mi pripravili izjemne take sprejeme, da je bilo kar malo neroden. Se je po par sto ljudi zbrali tam na našem domačem dvorišču. Tako da moram reči, da sem imel izjemno podporo okolice. Sem pa imel tudi kar nekaj sošolcev, so bili vrhunski športniki, recimo Jaka Blažič, danes znan košarkar, Blaž Gregorski hokejist. Tako da že njih sem spremljal takrat in sem si želel neke take kariere, kot so jim napovedovali, in na srečo se mi je kar veliko želja izpolnilo. Za vsemi temi tvojimi medaljami pa zagotovo stojijo tudi razne zgodbe, spomini povezani z njimi. Bi kakšno izpostavil, recimo, katera ti največ pomeni ali pa na katero imaš še posebej lepe spomine? Res, z največjih tekmovanj imam 8 medalj, tako da 8 različnih zgodb. Mogoče bi izpostavil tisto svetovnega prvenstva, drugo zlato, ko sem jo osvojil, ko sem prvi dan osvojil pač zlato na 50 delfin. Pa me je potem naslednji dan mehiški konkurent Gustavo Sanchez malo zbadal, češ, da mi je bil delfin moja disciplina, danes je pa stotka, recimo bo pa on zmagal. Pa sem rekel, se bova pač v bazenu zmenila. Na koncu sem bil jaz prvi, on je bil tretji, pa sem mu rekel, sorry dude, da je bil toliko jezen, da je 3 dni ni govoril z menoj, ampak so še zmeraj ostala prijatelja. Pa tudi recimo tista zadnja zlata medalja z evropskega, ko sem v bistvu en dan prej bil 5. jezen, razočaran, pa sem v bistvu zbral vso energijo, vložil v plavanje, se sprostil in potem zmagal na 50 metrov prosto. No, rekel si, da v športno srečo ne verjameš, ampak a si imel mogoče kakšen predmet, za katerega bi rekel, da ti je srečo prinašal, ali pa kakšen ritual, zaradi katerega si se bolje počutil pred tekmo? Zdaj, glih v te predmete nisem nikoli verjel, tako da bi zdaj mogel imeti, ne vem, kakšen umazan štumf s seboj, ampak na srečo pa sem imel rituale, tako da sem točno vedel, kdaj bom kaj naredil, oziroma približno sem imel nek scenarij, kdaj bom vstal, šel na zajtrk, na bazen, se ogrel, da sem imel vedno dovolj časa, da sem se pripravil na tekmo, da sem bil miren in da ni bilo nobenega stresa, da sem res potem lahko šel, kot rečemo, na štart s prazno glavo. Se mi zdi, da tudi sicer je neka rdeča nit tvojih tudi javnih nastopov, hvaležnost, da imaš, izžarevaš nek ta notranji mir. Kako človek, športnik to doseže? Težko, ne vem, težko je biti pameten v nekem trenutku, ampak hvaležen sem zato, ker moja zgodba se je začela pač precej slabo, rodil sem se brez nog, brez roke, dali so me v rejništvo, lahko bi rekel, bi se na to osredotočil, pa rekel, da je vse grozno v življenju, ampak sem bil vesel, da sem res prišel v odlični družini, kjer so me sprejeli takega, kot sem, da sem prišel v vas v Podbrezje, kjer so me sprejeli, da sem bil vedno lepo sprejet in da sem lahko na ta način se dokazoval, da ljudje v meni niso vedno videli enega invalida, ampak pač Darkota. Najlepša hvala, Darko. Morda še čisto za konec, čakajo nas paraolimpijske igre v Tokiu, končno, še nikoli jih nismo tako nestrpno pričakovali. Bi morda imel kakšno sporočilo, željo za slovenske športnike, ki se odpravljajo tja? Ja, naj uživajo vsak trenutek, naj res sproščeno nastopajo. Nekateri so že zelo izkušeni, tako da verjetno vejo, kaj počnejo. Ampak naj tudi vejo, da bom navijal za njih in da bom verjetno bolj živčen, kot so oni. Hvala lepa in srečno tudi v športnem pokoju. Hvala.